Zataknilo se je predvsem pri dobavnih rokih, nam pojasni prvi človek družbe Tomos dvokolesa. Turki niso dali nobenih zagotovil, da jih bodo spoštovali. V takšne pogoje pa ob 55-letni tradiciji in dobremu imenu nismo pristali. Glede selitve iz Kopra pa puške še nismo vrgli v koruzo. Težko omeniti, da se bodo izdelovali v Turčiji. Absolutno je strategija Hidrije oziroma Tomosa, da se ta program seli iz Kopra. V tem na kratki rok pa bomo zaradi cilja zadovoljitev potreb naših kupcev, zaradi obveznosti v smislu kvalitete, saj kratkoročno še delno proizvajali tukaj v Kopru. Tu se namreč v omejenem obsegu vnovič zagnali proizvodnjo. Gre predvsem za nišne izdelke namenjene poštam in drugim zvestim kupcem. Imamo 1500 vozil, ki jih pričakujemo narediti nekje do konca tega leta, bo pa to izdelovalo nekje 20 zaposlenih. Tomos v najboljših letih je proizvedel okrog 250 tisoč mopedov, je edini evropski proizvajalec, ki manjša dvokolesa še izdeluje na evropskih tleh. Očitno pa to tudi nekaj šteje. Za Tomosove klasike so se po 30 letih vnovič ogreli v Angliji. V uglednih dnevnikih Guardian in Telegraph dejstvo, da so Tomosovi mopedi prav takšni, kot so bili pred 30 leti, vidijo kot prednost. Angleži kažejo zanimanje predvsem za klasične Tomosove mopede. V njihovih načrtih pa so tudi električni skuterji in mopedi. Eno vozilo od teh je tudi električni moped, ki smo ga razvili skupaj z Iskra Auto Elektriko, torej domače znanje, tako Hidrijino znanje, Tomosovo znanje kot Iskra Auto Elektrike, današnje Letrike. Gre za prvi evropski električni moped, poudarjajo v Tomosu, zato bo njihova prihodnost v marsičem odvisna prav od tega projekta.